Doma praznik, v turški pripravljalni bazi daleč od počitka. Tudi druga sreda v februarju z dvojnim programom, tokrat dopoldne trening, popoldne tekma, vmes pa še termin za video analizo, na kateri so bili tokrat ob razčlenjevanju pozitivnih in negativnih zadev z dosedanjih preizkušenj v Turčiji zbrani napadalci in zvezni igralci. Od prihoda v Belek je bil to že 5. dvoboj. Povsem v skladu z željo po soočanju s čim bolj različnimi slogi igre je bil sklenjen dogovor o igranju s četrto najboljšo kitajsko ekipo prejšnjega prvenstva, Jiangsu Shuntian. Tokrat je Darko Milanič želel še enkrat nameniti priložnost zasedbi, ki je igrala v nedeljo proti Vasluju. Ob eni spremembi zaradi udarca med treningom v stopalo ni bil nared za nastop Agim Ibrahimi in od prve minute v moštvu Dragan Jelić. Kljub nizu napornih treningov ob rezultatu tudi dobra igra, z odlično potezo že v 3. minuti. Dokler je srbski trener Dragan Okuka s pomočjo prevajalca začel dajati navodila, hitro mariborsko vodstvo in to s kakšnim zadetkom. Po akciji Jelića in Tavareša ter asistenci Jelića je Volaš sprejel žogo v kazenskem prostoru, z levo nogo pa spretno nameril v levi zgornji kot. Vmesna negotovost glede morebitnega prestopa ni vplivala na učinkovitost, Dalibor nadaljuje, kjer je ostal jeseni. Pa sigurno da se je lepo vrniti u ekipu. Dobro da se ni bolj dalj časa, da ni to sve skupaj trajalo, tako da sam se hitro priključio ekipi in tako da vse teče po starem in sam vesel, ker še vedno lahko pomaga Mariboru. Tudi naslednja obetavna situacija strani ekipe v vijoličastem. Mezgin prodor po podaji Cvijanovića je bil previsoka ovira za branilce, ustavil ga je šele obrambni blok pri udarcu, končalo se je s kotom. V prvem polčasu so kitajski nogometaši ostali povsem v senci slovenskega prvaka, vratar Jasmin Handanović ni imel resnejših posredovanj. Na drugi strani je po prodoru Mertlja, ki je prenesel žogo do kazenskega prostora, udarec preizkusil še Tavares. Šele ko sta ekipi zamenjali strani, so se tekmeci uspeli prebiti mimo dobro postavljenih igralcev v vijoličastem. Ob najkonkretnejšem zaključku v prvi uri dvoboja je Handanovića ogrozil Jevtić, zadel je prečko. Grožnja je bila le začasna, saj se je takoj zatem dvakrat znašel na preizkušnji kitajski vratar. In od 2 poskusov je en končal za golovo črto. V prvi akciji je Cvijanović podal na levo stran za Jelića, po njegovem predložku Volaš z glavo, vratar pa je z nogo pred golovo črto odbil žogo in preprečil gol. Ni pa mogel ustaviti naslednjega udarca z glavo. Jelić je na levi strani pravočasno odigral za Trajkovskega, po njegovem predložku pa je Cvijanović z udarcem z glavo usmeril žogo v levi kot. Vztrajnost ostaja značilnost klubov z azijskega podnebja. Igralci iz Jiangsuja se niso predali. Njihov romunski napadalec Danalače si je s preigravanjem priboril prosto pot in po tem prodoru spravil žogo v mrežo. Zaostanek 1-2 jim je še prinašal upanje, toda to je bilo tudi vse, kar so izbranci Darka Milaniča dovolili nasprotnikom. Za to obdobje res dobro predstavo je z zadetkom potrdil še Etienne Velikonja, ki je le minuto predtem vstopil v igro. V mrežo je spravil žogo, potem ko jo je kitajski vratar uspel le odbiti po udarcu Črnica, ki sta mu situacijo za udarec pripravila Mezga in Volaš. Staja še malo nihanja v igri, ampak mislim, da zdaj trenutno ta nivo, ki smo pokazali na zmago, ki smo jo dosegali, mislim, da učinkovitost se stopnjuje, obramba deluje dobro in pač prisotna je utrujenost, kar je normalno za ta del priprav in mislim, da je kar pozitivna ocena.